Ej, bež stran, ja ne bom šel stran. Bež stran, ej, ne grem, bež stran. Jaz sem 2 v enem. Ja, kaj pol, jaz sem pa 3 v enem. Ko je 3 v enem, kaj to pomeni? Jaz imam še cukor. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Mandatar Borut Pahor je v intervjuju za sobotno prilogo Dela priznal, da ga je 2 dneva, preden je pivovarna Laško objavila namero za prodajo Mercatorja, o tem obvestil njegov sodelavec. To naj bi bil poslanec socialnih demokratov Matjaž Han, ki pa je to, da bi Boruta obvestil, zanikal. Jaz verjamem, da gospod predsednik vlade, gospod Pahor in gospod Šrot ne rabi posrednika. Dejstvo pa je, da jaz prihajam iz volilnega okraja Laško, kjer imam, bom rekel, dnevne stike takoj z ljudmi iz pivovarne Laško in seveda tudi srečanja z gospodom Boškom Šrotom, tako da tega ne bom nikdar zanikal, da sem jaz veliki prijatelj pivovarne Laško, prijatelj vseh ljudi tam, ki so zaposleni in pa seveda tudi prijatelj Boška Šrota, tako kot tudi sodelavec od gospoda Boruta Pahorja kot strankarski kolega. Borut, Boško in Matjaž so tudi fantje znamenite fotografije, na kateri Boško žuga Borutu. Matjaž pa nemo opazuje. Kaj ste se vi takrat pogovarjali za Boga, ne? Ali je to bilo žuganje, kako naj se politika v Sloveniji po morebitni zmagi SD-ja na volitvah dogaja ali kaj drugega? No, gospod Denis, verjetno poznate gospoda Pahorja, mogoče bolj kot jaz osebno na nekaterih področjih in verjamete mi, da se gospod Borut Pahor ni spustil v debato z kjerkoli, pa tudi z Boškom Šrotom v to, kako naj vlada, če bo dobil priložnost v naši državi. Če sem čisto odkrit, ne vem, kaj je bila tema pogovora, zadržali smo se pa v 2-3 minutah tam, tako da velikih zgodb verjetno ni bilo. Lahko pa tudi šlo samo za en vic. Ljubljanski Zoran župan Janković je na polovici svojega mandata pojasnjeval, kako je z obljubljenimi 22 projekti. Mi smo svoje delo opravili. Ko smo vse ustrezne dokumente sprejeli, sodelujemo zelo dobro z Trigranitom, z Tajnoniki, ampak ključna zadeva pri tem je ta, da smo mi omogočili za to spremembo, da tudi če začnejo graditi včeraj, je možno poglobiti železnice ne tudi čez 5 let. Kdaj bo on začel graditi, spet ne vem. Kljub temu je Zoran prepričan, da bo na koncu naredil vse, kar je obljubljal. Vseh 22 projektov bo narejenih. Zdaj pa lahko vprašamo pa naprej. Nihče ne govori o tem, da Ljubljana ves čas vse svoje funkcije normalno opravlja za Ljubljančane in jaz ne vidim kakšnih posebnih pritožb. Franka Jurija, poslanca stranke Zares, ki bo imela v prihodnem mandatu kulturno ministrico, smo vprašali, kako vidi ureditev zakona o RTVS v času ministrovanja Majde Širca. Torej mislim, da ni treba hiteti, da imamo nekaj časa. Kljub temu sem prepričan, da do spremembe mora priti vsaj do polovice mandata, ne kasneje. Vse, kar bi bilo kasneje ali proti koncu mandata, bi zvenelo spet predvolilno. Vem, da lahko ta namen deluje celo navidezno mazohistično, kajti vlada bi lahko izkoristila trenutni zakon za to, da opravi željene čistke. Pa ne bi bilo to super? To bi lahko bilo super. Ampak zakaj ne bi bilo to super, naprimer, ne? No, jaz mislim, da nova politika je prav v tem, v samoomejevanju. In torej, mi imamo zdaj priložnost dokazati, da smo drugačni. In to moramo dokazati. In je bilo zanimivo videti, kako gospod Grims in njegovi somišljeniki v bistvu so se borili za to, da bi nam ostala pravica počistiti RTV in postaviti lastne kadre. To pa resno vzel, da smo ga vprašali, Madone Šcajta vzel. Slovenske študentske organizacije so krvodajalsko akcijo tokrat prvič organizirale skupaj. V Ljubljani je kri darovalo okoli 150 študentov. Svaka čast in najlepša hvala vsem, ki ste to storili. Doktor Kovačeva. Ne. Ste slišali za akcijo? Na faksu mislim, ne? Ste preko maila. Že prej sem razmišljal, pa sem dobil pa še prek študentske skupine, oziroma prek SAS, tako v mobilu, pa sem se malo pripravil. Brudske so pa zakon. Seveda.
Po slovenskem zgledu so na Češkem v Litvinovu skrajni desničarji skušali vdreti v romsko naselje. To jim je preprečila policija, v spopadih je bilo ranjenih 7 policistov. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. A to spada pod kulturo? Svašta. Predstavile so se letošnje kandidatke za Lepo sosedo, lepotno tekmovanje, ki ga prireja revija Hopla. V finale bo prihodnji torek v Portorožu, finalistke 12, ena lepša od druge, pa tudi ena bolj blond od druge. To je napisal stric, to jaz nimam nobenega mnenja. Najprej, kdo vas je prijavil? Same ali kakšen sosed fajn? Same, ja. Pa ni to tako, da bi vas sosed mogel prijaviti? Pa v bistvu res je, da je lepa soseda, no, ampak če smo že, naj se same prijavimo. Prijavila sem se v bistvu sama, kar bo potem od soseda slišati, kao ja, se bi to jaz mogel prijaviti, ne. Sem rekla pa pač, zakaj me pa nisi, ne, sem pač kar sama pol ukrepala, ne. Jaz bom na hitro in se slikali, okej? Ja, naš na hitro. Ob dnevu filozofije, komentar dneva Tomaž Grušovnik. 20. novembra praznujemo Svetovni dan filozofije. Čas v začetku druge polovice novembra je namreč UNESCO prihranil za vsakoletni dogodek, ki je posebej posvečen praznovanju pomembnosti filozofske refleksije in spodbujanju ljudstev vsega sveta, da se med seboj porazdelijo svojo filozofsko dediščino. Obstoj filozofije gotovo ni tako ogrožen, kot je ogrožena biološka diverziteta ali let na severnem tečaju. Ukvarjanje s filozofijo je sicer živo, vseeno pa nas mora dejstvo, da je tej živahnosti navkljub potreben še dodaten napor pri širjenju zavesti o njeni nepogrešljivosti, nagovoriti. Kaže na to, da so družbena področja, do katerih seže njen glas, očitno omejena. V preteklem stoletju, ki je zdrobilo znanje na posamezne stroke, je filozofija zasedla obrobno mesto. Prišlo je celo do tega, da smo jo začeli obravnavati kot element kratkočasja, kot družbeni okrasek, ki mu namenimo pozornost šele potem, ko smo za vse drugo že poskrbeli. To se je dogajalo med tem, ko smo kvaliteto našega bivanja merili skoraj izključno z rastjo bruto domačega proizvoda. Filozofom danes nikakor ne gre za to, da bi namesto ekonomskih, političnih in socialnih sprememb zagovarjali umik v duhovne sfere. Ideje niso vredne nič, če se ne izrazijo v svetu, v katerem živimo. Ta svet pa je predvsem svet našega skupnega preživetja. Filozofom gre za to, da bi širša družba pripoznala, da so načini našega gospodarjenja predvsem posledica našega nabora idej. In ker je filozofija preiskuje ideje, je lahko najučinkovitejši pripomoček v našem skupnem prizadevanju na poti do bolj vzdržnega sveta. Tudi če se v tem trenutku ne bi soočali s krizo, ki ima dobre obete, da dobi velike razsežnosti, je jasno, da zagotavljanje socialne enakosti in miru ne koristi le šibkim, temveč vsem, tudi premožnim. Ob zlomu gospodarstva smo na dnu vsi in padec z višine še toliko bolj boleč. Ker se filozofija danes največ ukvarja ravno z vprašanji miru, enakosti, pravičnosti, svobode, pa tudi vzdržnosti, in ker je sposobna ponuditi smernice za iskanje odgovorov na dileme človeštva, je pozornost, ki jo namenimo, ne le koristna, temveč vse bolj nujna. Belo mleko belih prsi je naslov prvega jugoslovanskega videodela, ki sta ga leta 1969 ustvarila Srečo in Nuša Dragan. Skupaj z drugimi projekti avtorjev si ga je mogoče ogledati v galeriji P74. Razstavo nam je razkazal Igor Španjol, njen kustos. 27 of us is wrong, and second, the 10th meter from the location. In govori o galerijskem prostoru, o iniciacijskem prostoru.
19. lift se je prekucnil na sredino, vkolikor se filmski festivali sploh prekopicujejo. S Faro, boginjo voda, smo se zapletli v kulturno bitko, mogočnež nas ni potešil, ogledali pa smo si vampirsko ljubezen in bili precej navdušeni. Zabavno je biti vampir, to je lekcija današnjega filma. Ampak v bistvu ta film ima že zametke pedofilije. Sam je vseeno zabaven. Sam ni bil tak. In lep film. Ni mogel biti pedofil, če je ona stara 100 let. 12 je stara. Še vreme. Vreme je neodvisna beograjska revija, ki je bila ustanovljena oktobra 1990. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje. Evo, imaš.